Preperela ostrešja, fasade brez izolacije, staro stavbno pohištvo, neučinkovito ogrevanje. Marsikatero starejšo večstanovanjsko stavbo v Sloveniji bi lahko opisali s temi besedami, kar po domače pomeni, da njeni prebivalci živijo v energetsko neustreznih razmerah in tako denar mečajo skozi okno. Ker je cilj čimprej pristopiti k izboljšanju takšnega stavbnega fonda, vam bomo pokazali primer zgledno energetsko prenovljene stolpnice v Domžalah in finančne ter bivalne prednosti take sanacije. Smo 40 metrov nad tlemi, kjer so vremenske dimenzije drugačne. Vročina, mraz in veter so tukaj bolj intenzivni kot pri tleh, zato je bilo za lastnika stanovanja v najvišjem nadstropju še toliko pomembneje, da je stolpnica ustrezno energetsko prenovljena. Alenka in Uroš, najprej en lep pozdrav. Pozdrav. Torej, vidva sta se v to stanovanje preselila leta 2007. Kaj vaju je očaralo, da ste ga kupila? Že ko smo oglas gledala takrat, sem rekla, da greva tole pogledati. Takrat smo iskali stanovanje, ker sem bila jaz noseča in sva mislila, da bova živela v Ljubljani. Ampak tale razgled naj jo je klical, no, in sva prišla sem in sva videla, da je stanovanje tudi prej imela ena družina s 3 otroci, tako da se nam je zdelo primerno, no, da bi lahko tukaj si ustvarila svojo družino. Ampak se je pa zelo hitro pokazala realnost tega stanovanja. Torej, kako je živeti v najvišjem nadstropju stolpnice? V redu, ampak ko nekaj časa živiš noter, opaziš določene pomanjkljivosti. Sam blok in stanovanje seveda je bil star 30 let v tistem trenutku, ko smo se mi preselili, kar pomeni, da takrat, ko so se gradila ta stanovanja, so bili popolnoma drugi standardi, so stvari seveda rabile prenovo. Po zimi se je izkazalo, da so relativno visoki stroški, zaradi ogrevanja, zaradi tega, ker so bila že okna malo dotrajana, vrata in tako naprej, kar je že slabo tesnilo. Takrat smo imeli še tudi slabo izolacijo. Tukaj gor zelo čutiš vse vremenske razmere, od vetra, sonce, bližji si nebu, seveda mogoče zvok ne pride toliko visoko gor, ampak vse ostalo pa vse, se pravi dež, sneg, vse tukaj močneje pride. Obnova je bila nujna in če sta lastnika morda z njo sprva še oklevala, po požaru, ki se je razplamtel leta 2013, ni bilo več izgovorov. Stanovanje je praktično zgorelo do tal, strehe ni bilo več in sanacija je bila nujna. Ker je bilo treba prenoviti tudi del poškodovane fasade, so vsi stanovalci pristopili k energetski sanaciji na ravni celotne stavbe. Pri tem so se po brezplačne nasvete obrnili na strokovnjake iz mreže En svet, ki so jih našli na spletni strani Ekosklada www.ekosklad.si. Gospod Ivan, en lep pozdrav. Dober dan želim. Vi ste energetski svetovalec, Nam lahko za začetek predstavite mrežo En svet. Torej, kakšen je njen pomen? Ja, energetsko svetovanje s kratico En svet obstaja v Sloveniji že 28 leto. Trenutno je delujočih 59 pisarn, 51 aktivnih svetovalcev pa svetuje občanom, po novem tudi pravnim osebam. Vsi občani lahko pridejo v svetovalno pisarno in dobijo brezplačen nasvet. In skupaj z njimi skušamo načrtovati, to se pravi od projekta do mogoče izbire, ko sanirajo in same izvedbe. Gre pa tako za stare gradnje, kot tudi za nove gradnje. Konkretno recimo tudi ta stolpnica, v Domžalah mislim, da je 14 večstanovanjskih objektov že prenovljeno in povsod je bilo potrebno na začetku najprej ugotoviti, kakšno je stanje, kaj bi radi, kaj Ekosklad zahteva, kaj so predpisi. Na osnovi tega projekta je potem potrebno zagotoviti ustrezna sredstva, izbrati izvajalca, zagotoviti nadzor. Ekoskladova naloga oziroma nas svetovalcev pa je, da pripeljemo vse te postopke do tega, da se pravilno izvede, ker je treba pol na koncu tudi zbrati vsa dokazila, to se pravi fotografije, centimetre je treba, to se pravi debelino izolati, vse izmeriti, to se pravi tudi vsi predračuni, vse končne situacije morajo na koncu biti ustrezne, potrjene. Stanovalci stolpnice v Domžalah so se prijavili na Ekoskladov razpis za sanacijo stavbe in kotlovnice, s katerim je možno pridobiti do 20% sredstev za posamezni ukrep ali 12 evrov na kvadratni meter. Sanirali so obod stavbe, dodatno izolirali podstreho, uredili kletne stene, ogrevalni sistem hidravlično uravnotežili, pridobili 100% sredstev za socialno šibke.
Ker so kasneje k sanaciji pristopile še sosednje stavbe, so leta 2016 sanirali še skupno kotlovnico. V Sloveniji je stavbni fond relativno star, kar 80% večstanovanjskih stavb je bilo zgrajenih do leta 1986. Povprečno so stare 48 let. Z materiali, ki ne ustrezajo današnjim zahtevam, zato bi bilo podobnih prenov lahko še veliko več, sploh ker dajejo odlične rezultate. En izmed podobnih primerov ravno poteka in tukaj v Radomljah se zamenja vse stavbno pohištvo, naredi se izolacija oboda, izolacija mansarde oziroma stropa proti neogrevanju podstrešju, potem stene proti terenu, kletne stene, na kateri se bodo odločili za prezračevanje. Vse skupaj na koncu pa pomeni, da je potrebno izračunati, koliko prihranka pomenijo ti ukrepi, ker na koncu je treba zamenjati tudi ogrevalno napravo. Prihrankov takšnih sanacij ni težko izračunati in bodo v prihodnje samo še večji, saj se tudi pogoji za črpanje sredstev iz ekosklada zaostrujejo, kar pomeni, da bo treba vgrajevati vedno debelejše izolacije in dosegati večje tesnjenje, kar bo prineslo tudi večje prihranke, vse do polovice v primerjavi z izhodiščnimi stroški. Stanovalci domžalske stolpnice s 60 stanovanjskimi enotami in 2 poslovnima prostoroma so na primer stroške zmanjšali med 35 in 40%. Torej, po vaših besedah se torej investicija v sanacijo izplača? Se splača, če primerjam recimo pri individualnih objektih, lahko prihranimo z res odlično izvedbo in potem tudi s spremembo filozofije obnašanja prebivanja, lahko tudi 2/3. Če bi pa recimo pri večstanovanjskih objektih prišli do polovice, smo že dosegli svoj cilj. Pri stroških se pozna. Po obnovi so bili v bistvu stroški verjetno za nekje polovico manjši. Pred vsemi prenovami so bili tako v teh zimskih mesecih, se pravi, ko je glavna kurilna sezona, so bili med 250 in 300 evri. Danes to ne pride, čez tam okoli 150-160 evrov ne pride položnica, ne? Tako da je kar občutna razlika. Ja. Zdaj je veliko bolj udobno, jaz se recimo veliko bolj varno zdaj počutim. Ne? Ampak po obnovi, ko smo se noter vselili, je bilo pa res prav tako očitna razlika. Nič več ni bilo, nobenega niti zvoka, niti prepiha, nič. Ne? Tako da zelo prijetno bivanje, bi rekla. Tak dober občutek. To je tisto, kar je najbolj pomembno, se mi zdi.